Jaz že leta in leta nisem vozil nobenega RS3. Moje tlele pohrustam, vse Supre, pa tudi Hyundai. Takole malo za zajtrk, gej. Mama je hotel ugrizniti. Čak, daj pricam. Sem v Hanover, sem priletel na svetovno premiero nove Continentalove pneumatike. Continental Sport Contact 7 oziroma 7. Pa da vidim, kaj še lepega piše. Dear guest, v glavnem, lej, Sport Contact 7, ne. To pomeni gumo, ki je namenjena temu, da se jo namontira na športne avtomobile, s čemer se bomo tudi vozili. Since 1871, we've been building tires. Small ones, thin ones, fast ones, big ones. Okay, slow speed corner there, handling, just, handling really, really nice. Nico Rosberg, welcome to Hanover. So listen, my first question is, as a racing driver, you are obviously used to having enormous grip, and because grip on racing tires is something completely different than grip on normal tires. Yes, of course. Are you able to appreciate what a normal tire, even if it's a sport tire, can give you? It's a different world, huh? It's a different world, so I reset, because it's not fair to compare the two worlds. And I know of the compromise also, because it's not all about high performance in cornering and handling. You have to make sure that the compound is soft enough to still be able to brake well in wet weather conditions and perform at its best there, because they will never compromise safety. And this is what is so special about the Sport 7 now, is that you got the best in handling grip and predictability also, but at the same time you have the best in wet weather braking performance. It's being the best in both that is what is special about this tire. Right. And that I can very much appreciate. All right, thank you so much. Zdaj se pa stvari počasi zares začnejo. Tukaj smo v Continentalovem testnem centru. Tukaj lahko vidiš tudi kakšne avtomobile, ki na cesti čisto zares sploh še niso. Testne faze, mule in tako naprej. V glavnem, musko so prižgali. Dajmo začeti. Najprej nas čaka tako imenovani dry handling test, to se pravi preizkus gume v suhem. Avtomobila bosta dva, najprej peljemo Supro, potem pa novega prenovljenega i30N Performance. Pred nami bodo vozili inštruktorji v Audiju RS3. Pa sem tako izbral Supro, zato ker nisem vedel, da ima tudi Supra svojega Darkota. A ni huda, black on black. Pa preden speljamo, ne, je bilo zelo zanimivo včeraj na tiskovni konferenci, ker so pri Continentalu rekli, da njihov cilj je bil narediti najboljšo letno gumo na svetu. Ne pozab pa že Continental Sport Contact 6 je bila večkrat nagrajena. 7 jo je pa po svojih lastnostih in zmogljivostih nadgradila pri čisto vseh parametrih. Za začetek, in to je zelo pomembno, ne bi bila bolj vzdržljiva, in to za 17% bolj kot prej. Za 8% ne bi bil boljši handling oziroma grip v mokrem. Obraba na dirkališču oziroma na tovrstnem poligonu ne bi bila pa za 10% nižja. To ni malo. Kaj je zdaj, folk, kje ste? Aha, evo ga, da ga vidiš. Predstavil sem seveda v program Sport, Supra že dobro poznam, tako da se bom zelo hitro lahko približil meji oprijema. Ta prvi občutek. To, kar sem izkusil zdaj, predvsem, a veš tam, ko se igra lom. Takrat, ko se ti peleš v ovinku 140, 150, mogoče celo 160, pa moraš maso prenesti. Takrat je pa oprijem zelo pomemben. Ali pa takrat, ko prideš do oprijema, pa potem avto tam držiš, zelo pomemben, da, a veš, ostane zbran. In tukaj ima guma zelo veliko vlogo. Ok, zdaj pa v Hyundai. Ajde, gremo. Kje si ti moj razgrajač? i30N Performance. Iz tega avtomobila po prenovi še nisem pelil. Vidim, da je tudi avtomatski menjalnik. Je dober, lej, ne vem, nisem ga še preizkusil. Je dvosklopčna zadeva, kar ogromna je tale ročica. Orang! Ok, jaz ne vem, danes preveč govorim, pa sploh kave nisem spil. Kaj si to krabijo, stari? Daj pejmo že, no. Let's go. Kako lepo prdi, sem že malo pozabil.
Takoj sem se spomnil, koliko sweet handling ima ta avto. Supra, sorry, ampak tale Hyundai je veliko bolj neposreden, čist druga izkušnja, zato ker ima seveda spreden pogon, ampak je pa tako oster. Mal je, a veš, nešpičen, a si slišal, kako predel do zunaj? Joj, stari. Aha, izključil si res, pozabil sem, da bom vse izklopljen. Men pa ridka uhaja, pa se sprašujem, zakaj. Tu, če si malo bolj agresiven, to avto odpušča, čist do roba. Guma pa zdajle tudi dela vse, kar le lahko, da mi zagotovi dosti oprijema, obenem pa da podpira zabaven handling, ki ga avto v izhodišču ponuja. The best, uživam. Zaradi avta in zaradi gume. Ok, toliko o dry handlingu, zdaj pa mislim, da se premaknemo na mokro. Zlagal sem se. Preden gremo na wet handling, bi ti rad pokazal pa eno 3-tonsko 6-kolesno pošast, ki nosi enako ime kot moja hčerka. Ava. A veš zakaj? To je pravzaprav kratica za Analytical Vehicle AIBA. AIBA je ta ogromna dvorana za mojim hrbtom, kjer Continental preizkuša predvsem zaviranje v povsem kontroliranih pogojih. Poglej, polet lahko tukaj noter ustvarijo zimske razmere in pozim lahko tukaj noter ustvarijo poletne razmere. Teste upravljajo z običajnimi avtomobili, vodi jih robot, ali pa to počne Ava, ki ti bom pokazal pa zdaj. Razvijali so ga kar 3 leta. Zadnja in sredinska os sta tukaj, da stroj poganjata naprej. Sprednja, no, sem se namesti pa kolesa oziroma gume, ki se jih preizkuša. Celotna zadeva sloni na zračnem vzmetenju, zato da se lahko po želji obremeni sprednja kolesa. Ker gume logično se vozijo na različnih avtomobilih in s pomočjo uteži in zračnega vzmetenja se pa vse skupaj lahko prilagaja, da lahko simuliraš, ne vem, da si izmišljujem Golfa 8 ali pa enega Bentleyja. Pa mogoče še ena zanimivost, Ava poganjata 2 elektromotorja, en je nameščen tukaj, ta drug pa zadaj. Mimogrede gre za Renaultova izdelka, ki ponavadi poganjata Renault Zoe. Ava je sposobna pospešiti do hitrosti 120 km/h, čeprav se običajno testi izvajajo pri nižjih hitrostih. Koliko enega razvoja, koliko enega znanja, testov, preizkusov gre v to, da ti dobiš gumo, ki je sposobna delati to, za kar je bila narejena. Se pravi, da ti nudi stabilnost, varnost, performance, grip in tako naprej. Mislim, to je taka znanost, da popi. Pardon. Ok, zdaj pa wet handling. Ko mi čakam. Avto tokrat je A45 AMG s 421 konji. Najprej sem se usedel tistega, ki ima gumo prejšnje generacije, to se pravi Sport Contact 6. Kje smo? Mercedes, športni program. Vem, da kar v res, prav. Noben je rekel, da ne smem. No pa pojmo. Lower friction to a higher friction to a lower friction. A veš kaj je ravno kar povedal? Vmes se bo podlaga zamenjala, bomo šli iz high friction v low friction, pa spet nazaj in to se bo parkrat zamenjalo, da boš lahko direktno primerjal, kakšen je oprijem na mokrem, ampak na 2 različnih mokrih podlagah. Sej res, ta avto ne samo dobro, gre tudi dobro se oglaša. Veš, pa se kar težko osredotočiti tudi na to, kaj ti ponuja guma, zato ker si že preobremenjen s celotno situacijo. Me zanima, kakšna bo razlika, predvsem pa zanima me, če jo bom čutil. A jaz imam vse izklopljeno, najga. Mama je hotel ugrizniti, se sem bil nepreviden, moram priznati. Malo se že pa pošreka. Ok, zdaj bo menjava, dajmo prešaliti na 7. Evo vidiš, to je testiranje. Back to back. Zdaj pa da vidimo razliko. Jaz dobro sedim. Ne sedim dobro. Pa kdo je ležal kle, stari? Kva je stav? Pejmo. Let's do this! Aha, prehteli bomo že v štartu. Niso še pripravljenega. Snooze you lose, bitch. Stari, je to možen? A je to možen? Ne, to ni mogoče, stari. Ne, to ni mogoče. Zdi se mi, ja, nos gre veliko krajši v zavoj, kot je šel prej. Takoj zaznam večjo količino gripa. V prvem ovinku, več oprijema ob vstopu, več trakcije na splošno, 100% stari. Ok, nič. To je to. Še preden smo en krog cel odpeljali, je
pač dejstvo na dlani, guma dejansko dosti boljš prime. Pa da naredimo en kratek intermezzo, ampak pismo, ne morem tega ne pokazati. Kar vidiš je Sunbeam Tiger, to je britanska znamka, ki ne obstaja več in točen tale je tist, ki ga poganja V8 motor. Jaz sem ga prej slišal, ker se je not pripelil. Stari! Zdaj, tele podatke vlečem malo iz glave. Meni se zdi, da gre za Fordov V8 4,3 ali pa 4,7 litrski, ne vem več na pamet. Vidiš tudi značko V8 ima tukaj na vogalu. Drugače pa, prosim lepo, daj poglej si tole kabino. Kak lep, preprost športen volan, predvsem pa daj poglej napis na prestavni ročici, tam, ki bi morala biti 5. prestava. Piše fucking fast. Ko taki lupinci, ki ima V8, pohodiš 5, ne, že mora biti res fucking fast. Tipa, jaz sem mislil, da je že vsega konc, pa imamo še eno stvar za testirati. Spet bomo primerjali šestico, to se pravi Sport Contact 6, Sport Contact 7. Imeli bomo pa test zaviranja na mokrem. Avtomobili, s katerimi bomo to preizkušali, so vsi enaki. Gre za Golfa GTI. Okay, you can start now. Start test, ready. Jaz ne vem, če vidite, ne, ampak 6, ko sem rabil do popolne ustavitve, 25,6 metra od oka. Glej to, stari. Torej, identični pogoji, enak avto, razlika je pa očitna. Sprav, koliko sem rabil prej, je na 25,6 metra, zdaj sem rabil pa 23,6. Škaj, kakorkoli obrneš, gume so itak že utrujene, po današnjem dnevu jih bojo 100% zamenjali, pa poslali rakom žvižgat, tako da ni vseeno, če jaz prijem do tistega dolgega 180 stopinskega ovinka v levo, pa se malo spozabim za dušo, kvačmo. Folk bonus material. Jaz že leta in leta nisem vozil nobenega RS3. Zdaj ga pa bom. Ni bilo v planu, ampak nič hudega. Veš, ker RS3 je bil tokrat rezerviran za inštruktorje. Jaz sem pa rekel, ja, lahko. Pa so rekli, ja, ni problema, daj. Je nič? Pejmo. Je pendec. To pa kar dobro potegne. Čak malo, Malo me je nepripravljen ga ujel. Stari. Ta avto je pa tako svinjsko hiter. To bi bilo zanimivo primerjati, po moje. Hard on the brakes, 4., 3., moram stopiti zavoj. Kva grab, stari. Moje tlele pohrustam, vse Supre, pa tudi Hyundai. Takole malo za zajtrk, to grab, stari. Mogoče niti neko hitro pospešujem kot to, kako zagrab zavoj, pa ga prežveč, pa ven splune na koncu. Vse pojem zdaj na pisti, 100%. Sem prav vesel, da sem si ga malo sposodil, no?